Operativni prostovoljni gasilci na posvetu. Več razlogov za obisk Hraš. Na ogled ročna dela medvoških upokojenk. Napoved stričkavanje in loškega pasijona. Na tržnici predvolilnih zavez. Lepo pozdravljeni. Včeraj so se na eni zadnjih sej v tem mandatu, ki se konec leta zaključuje, zbrali občinski svetniki. Kot je postal običaj, so se tudi tokrat seznanili z opravljenim delom v lanskem letu. Obravnavali so namreč zaključni račun občine Medvode za lansko leto in številna poročila o delu. Osnovne šole Simona Jenka Smlednik, nadzornega odbora občine Medvode, medobčinskega inšpektorata in redarstva, medvoške policijske postaje in koncesionarja na naših cestah. Podrobnosti sledijo v naših prihodnjih informativnih oddajah. Že prejšnjo soboto so se v Medvodah pod okriljem Gasilske zveze Slovenije na 3. strokovnem posvetu, izobraževanju in analizi večjih lanskoletnih intervencij zbrali predstavniki operativnih gasilcev, poveljniki in namestniki gasilskih zvez. Župan občine Medvode Nejc Smole je med drugim dejal, da dobra infrastruktura in oprema nič ne pomagata brez znanja in izobraževanja. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar pa je to misel nadaljeval. Nič nam ne pomagajo vse izkušnje in pridobljeno znanje, če se ta ne izkaže tudi na intervencijah. Zbrane predstavnike operativnih gasilcev, poveljnike oziroma namestnike poveljnikov gasilskih zvez, teh je preko 200, je najprej nagovoril župan občine Medvode Nejc Smole. Med drugim je izpostavil, kako se je v teh nepredvidljivih časih pomembno znati povezovati v skupnost, povezati znotraj organizacije in organizacije med sabo. In še, da glede na izkušnje, ki jih pridobiva pri delovanju znotraj organov Evropske unije, ugotavlja, kako različne poglede imajo države na strategijo pripravljenosti in na krepitev odpornosti na varnostne grožnje in posledice podnebnih sprememb. Tudi glede na to, ali je v državi razvito gasilstvo kot prostovoljna dejavnost ali ne. Kajti mi smo tisti, ki zagovarjamo, da mora ta pripravljenost, odpornost, dvojna raba in vse prideti do zadnje vasi, če želimo, da bo uspešno integrirana, ostali govorijo pa bolj o teh nacionalnih idejah. Tako da pred nami je na tem sistemskem delu v prihodnjih letih ogromno enih izzivov, ki jih bomo strli skupaj, ki bomo poiskali skupaj poti, da jih prevedemo potem do vsakega gasilskega društva. Nič nam pa ne pomaga in tudi v naši občini večkrat rečem, vsa infrastruktura in vsa oprema, če se ne učimo. Zbrane je nagovoril tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Govorimo o prostovoljnem gasilstvu, ki odlično deluje s poklicnimi enotami in to je tisto, kar se naša družba in pa domovina tudi želi. In še, da je cilj posveta opredeliti, kaj je bilo na operativnem področju narejeno dobro, pa tudi kaj bi veljalo izboljšati in predvsem se vprašati, zakaj se pridobljene izkušnje in znanje včasih ne udejanjijo tudi v praksi. Dogaja se nam, da učimo dobro v šolah na Igu in pa v Pekrah ter pa v Sežani, in v temeljnih učnih programih in potem se to znanje, izkušnje nekako v intervencijah pozabi ali pa izgubi. Moramo govoriti o tem, to je naše poslanstvo in tukaj je danes mesto, da o tem na glas pregovorimo. In še, da se sama tehnika in taktika sicer izboljšujeta, ni pa prepričan, če tudi psihofizične sposobnosti posameznih operativnih gasilcev. Dogaja se nam, tako na tečajih, tako v praksi, da mladi fantje postavljeni, tetovirani, depilirani, urejeni, da več nimajo volje z več kot pa nekaj minut delati z dihalnim aparatom. Ne morejo. Ni volje, ni prakse, ni interesa. Torej, tukaj moramo narediti še nekaj več. Ker vabimo na tiste dopolnilne tečaje za dihalni aparat, to so tečaje, kjer res ne dobiš na koncu značka ali pa diplome, da pa ti preizkus posameznika, da potem lahko se vidi on in pa njegov poveljnik, ali je primeren za nadaljeno usposabljanje ali je to primer za tiste prve bojne operativne vrste. Govorimo o človeku. Tokratni 3. posvet predstavnikov operativnih gasilcev je bil že sicer namenjen tudi predstavitvi psihološke pomoči za gasilce in novostim pri usposabljanjih, pregledu dobre prakse iz tujine na področju gašenja požarov v naravi, prehodu na uporabo penila brez flora in seveda analizi posameznih večjih požarov v lanskem letu, analizi požara starega mlina v Beltincih, prometne nesreče in požara avtocisterne,
požara v industrijskem kompleksu in požara v Šparu Slovenije, pa tudi reševanju goveda iz gnojne jame. Vsako leto Gasilska zveza Slovenije organizira tak posvet. To je posvet, kjer se pregleda največje intervencije preteklega leta, in te intervencije običajno tudi predstavijo gasilci, ki so te intervencije vodili. Namen pa je, da se znanje in pa predvsem dobra praksa prenese tudi na ostale vodje in intervencij potencialne, kjer lahko do takih intervencij, kot so bile pri preteklosti, ponovno pride. O podobnih priložnostih so svoje izkušnje predstavili tudi medvoški operativni gasilci. Požar sončne elektrarne smo tudi medvoški gasilci predstavljali potem kar širom Slovenije, ko se je to zgodilo, in to je tudi danes še aktualna tema. Kar se pa tiče tem, ki so danes predstavljene, je pa sigurno zelo pomembna tema sogozdni požari. Tako intervencijo smo letos že imeli, pa smo jo k sreči zelo hitro tudi zaustavili. In pa v Medvodah imamo tudi precej industrije in trgovskih središč. Se pravi, to so teme, ki morajo zanimati tudi nas, da smo lahko glede na izkušnje, ki so se zgodile, pripravljeni oziroma da bomo znali še boljše odreagirati, kot znamo že danes. Na tokratnem posvetu pa so bile med drugim predstavljene tudi novosti o standardiziranem gasilskem zavarovanju pripadnikov gasilskih organizacij. Ja, res je. Se pravi, mi smo se sami odločili, da to delo upravljamo prostovoljno, da tisto, kar želimo imeti urejeno, je pa predvsem oprema, da imamo urejeno tudi izobraževanje in pa tudi zavarovanja. Za vse to smo sedaj skrbeli sami oziroma ob pomoči občine. Je pa zdaj novost, da je zavarovanja gasilcev, operativnih gasilcev, prevzela država. In to novo zavarovanje je bilo tudi danes predstavljeno, kar pomeni, da se bodo tudi na gasilskih zvezah določena sredstva sprostila in da bomo jih lahko namenili v kakšne druge pomembne operativne zadeve. Medvoški turizem je bil osnovan in še vedno temelji na delu turističnih društev, ki združujejo krajane, krepijo skupnost in obenem skrbijo, da je naš okoliš lep, čist in privlačen tako za domačine kot za goste. Eno izmed 8 turističnih društev v občini Medvode je turistično društvo Hraše, katerega člani so v soboto 14. marca na letni skupščini naredili obračun s preteklim letom in načrt za delo v letošnjem letu. Naša televizija sicer načeloma ne snema vseh letnih občnih zborov društev, izjemo pa naredimo, kadar so volitve ali se zamenja vodstvo. Tako je bilo tudi v tem primeru, saj je Damjan Koželj mesto predsednika predal Jožetu Janharju. Že v četrtek pa smo bili s kamero prisotni tudi na slovesnem odprtju prenovljenih prostorov društva v tamkajšnjem domu krajanov. Kljub temu, da projekt prenove doma krajanov v Hrašah ni bil izglasovan prek participativnega proračuna, se je občina vseeno lotila prenove dela prostorov, saj gre za osrednji objekt na tem območju, kjer potekajo vsi pomembnejši dogodki za krajane, delavnice, sestanki in druženja, v njem pa je tudi volišče. Prenoviti je bilo treba več kot pol stoletja stare sanitarije, ki so v zgornjem prostoru puščale, ter urediti napeljave. Dom krajanov Hraše je za krajane izjemnega pomena, saj je to tudi sedež turističnega društva, ki je zagotovo tisto, ki povezuje skupnost in drži Hrašane skupaj. Jaz mislim, če turistično društvo dol zapremo, je tega družabnega življenja v vasi praktično konec. Zato se trudimo, da bi bil čim bolj aktiven, da bi bil čim bolj prepoznaven, pa da bi čim več ljudi povezoval v dobri volji in čim več energije za vas. Na petkovem občnem zboru so predstavili obsežne načrte za delo v letošnjem letu. Že to soboto se bodo družili ob čistilni akciji, da si ravno za okolico skrbijo tudi med letom, in novembra sodelujejo tudi na Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov z akcijo Ker sem frajer, čistim hraški bajer, v okviru katerega odstranjujejo invazivne rastline in izobražujejo o življenju v bajerju.
Načrtujejo tudi številne druge dogodke. 27. junija bo Sen kresne noči z obujanjem starega običaja kresovanja, delavnicami in pestrim kulturnim programom, pa dogodek Lucija prinašalka luči 13. decembra z delavnicami izdelave novoletnih okraskov in lučk ter sejanjem božičnega žita, vsakoletno miklaževanje in pa seveda blagoslov kon na svetega Štefana. Aktivni so tudi pri promoviranju učne poti Žabca Urha, s projektom Radi imamo domači kraj pa nadaljujejo uspešen projekt Ali poznamo domači kraj, v katerem so zbirali stare fotografije kraja, zdaj pa ga bodo nadgradili z odkrivanjem kulinarike njihovih babic, zbiranjem starih receptov in kuhanja jedi po teh receptih. Praktično projekti so zdaj enaki, razen ta domači kraj. To moramo malo še nadgraditi, da bomo več ljudi pritegnili. Tudi zdaj smo že v okviru tega projekta raznosili po celi vasi zgibanko kot tak zemljevid z hišnimi in ledinskimi imeni, zato da ljudje, pač tudi te, ki so na nov prišli v vas, da vidijo, da smo aktivni, da se dogaja. Mogoče za razmislek, da bi dali tudi novejšim ali pa novim hišam hišnjo ime, kajti tudi te bojo čez 100 leti zanimive. Trudijo se tudi, da bi bil njihov kraj prijazen za prebivalce in za obiskovalce. Postavili so že nekaj klopi in načrtujejo še dodatne. Odsvetličili bodo dom krajanov, da bo še bolj prijazen do krajanov. Načrtujejo ureditev okolice in nadstreška pri Mežnariji, v letošnjem letu pa se bodo lotili še ureditve nove sprehajalne poti. Ker si želijo še več povezanosti med krajani, bodo organizirali mesečna druženja v domu krajanov, načrtujejo tematska druženja z namenom medsebojnega spoznavanja, povezovanja in spoznavanja vasi. Tudi otroke bodo aktivirali in jim pripravili 2 srečanji, na katerih bodo spoznavali zgodovino vasi in starih predmetov na zabaven način ter se spoznavali z družabnimi igrami, s katerimi so se kratkočasili otroci v preteklosti. Skratka, zelo si želijo, da bi se vsi vaščani pridružili dejavnostim društva in se skupaj povezovali. Bi vse povabil, vse Hršane, staroselce in novoselce, da se nam pridružijo, da pridejo, da najprej imamo smetarsko akcijo, pa da se po akciji dol usedemo, pa se spoznamo med sabo in mislim, da s tem raste vas, raste, mi rastemo. Ob vseh veselih načrtih pa jim veselje kazi edino nezmožnost organiziranja tradicionalnega mednarodnega športnega tekmovanja z vlečnimi psi, ki ga, kot kaže, ne bo že drugo leto zapored. Lani pač smo imeli komesacijo in so bile ceste preveč ostre za pasje tačke. No, in letos so se te ceste že malo unesle, malo so se zvozile, mogoče bi kakšen majhen popravek mogel še narediti, ampak ne veliko. Seveda smo začeli pridobivati dovoljenja in zataknilo se nam je pri Zavodu za naravo, zato ker je decembra prišel nov zakon in je prepovedan v teh naravnih vrednotah državnega pomena, pa v gozdovih vožnja s kolesom, z motorjem in tle pač štart cilj imamo na robu, pravzaprav na robu naravne vrednote državnega pomena in nismo dobili soglasja od Zavoda za narave in ne moramo vložiti na upravno enoto pač za nadaljnjo dovoljenje. Krajani so razočarani, navsezadnje prav oni vlagajo ogromno energijo v to, da Hraški bajer živi in je njegova okolica urejena, čemur namenijo veliko časa in truda. Ja, veliko, zato ker nam ni vseeno, kakšno je pač vas, se res trudimo, da čim več stvari naredimo prostovoljno. Slišali ste, da smo kar veliko ur naredili smo še veliko ur, ker v teh birokraciji smo malo tanki, pa kakšno stvar ne zapišemo, kuj pa gre pač mem, ampak res se trudimo, da bi bil bajer lep, da
se ne vozijo smeti, da se ne vozijo odpadki, tudi zemlje, da se ne vozi, pač, da je res pač ta navadna vrednota nekaj pomembnem, ampak ne zdi se nam pa prav, da vaščani smo s tem prikrajšani. Naprimer, ta zapuščena farma pa v tem, na tej naravni vrednoti pač ni, je izvzeta, moram reči. In nas bolj skrbi, kaj bo s to farmo nastalo, ker tam jih pa nobeden ne bremza. Nas, recimo, domačine bremzamo, nekdo bo pa prišel, bo pa lahko naredil, kar bo hotel. To nas najbolj skrbi. Odločevalce na Zavodu za varstvo narave bodo povabili na sestanek in jim poskušali pojasniti, da bi bilo potrebno stopiti skupaj, saj je le sožitje z ljudmi, ki v kraju živijo, garancija, da bo narava v tem prelepem kraju ob Mlaki z izjemno raznovrstnim življenjem ostala urejena in vsem, ki tam živijo, ter obiskovalcem prijazna. Še ostajamo v Hrašah. Te so seveda zelo znane prav zaradi bajerja in njihovih najbolj znamenitih prebivalk žabic. Te se v tem obdobju iz svojih zimskih prebivališč odpravljajo na pot do vode, kjer se bodo ženile, a pri tem vsakokrat tvegajo svoje življenje, saj med drugim prečkajo zelo prometne poti. Marsikateremu vozniku ni mar, če povozi živo bitje, a kar veliko sočutnih in prijaznih ljudi se v tem obdobju v večernih urah poda na območje, kjer žabe prečkajo vozišča in jim pomagajo, da žabice varno pridejo do svojega cilja. Dvoživke, med njimi žabe, krastače in pupki, spomladi zapustijo svoja prezimovališča in na poti proti vodam, kjer bodo odložile nov zarod, prečkajo ceste in pri tem pod avtomobilskimi kolesi pogine tudi polovica lokalnih populacij. Prometni znaki, ki opozarjajo na prisotnost žab na cesti, se doslej niso izkazali za primerno rešitev, saj kljub opozorilu le redki vozniki zmanjšajo hitrost. Precej bolj učinkovite so obcestne ograje, ki dvoživkam preprečujejo prečkanje ceste in jih usmerjajo prehode, zgrajene posebej v ta namen. Kjer pa te možnosti ni, pa na pomoč priskočijo prostovoljci, ki dvoživkam pomagajo pri selitvi. Dvoživke se proti mrestiščem najbolj množično selijo v večernem času. Iz zemlje prilezejo točno takrat, ko se zvečeri in najbolj množično skakljajo čez cesto približno 2 uri, potem se selitev zaradi ohladitve umiri. Spomladanska selitev dvoživk se začne, ko je temperatura zraka nekaj dni nad 4 stopinj Celzija in je v zraku dovolj vlage. Običajno pa traja od 14 dni pa tudi do 1 meseca in več, odvisno od vremena med selitvijo. Ohladitve in vetrovno vreme selitev prekineta, dež in vlaga v zraku jo močno pospešita. Prostovoljci žabice pobirajo na lastno odgovornost, obvezna oprema pa je odsevni jopič, dobra svetilka, če ne gre drugače tudi lateks rokavice brez smukca, ni pa nujno. In vsaj 30 cm globoko vedro, oziroma še bolje 2 vedri, saj se živali nosi v tisto smer, kamor odhajajo in se jih zato pobira v ločeni vedri. Kraj, kjer se prenašajo dvoživke, mora biti ustrezno označen s trikotniki, da se opozori voznike. Nikoli pa se ne sme prenašati dvoživk na odsekih cest, ki so nepregledni in nevarni za ljudi. Več informacij o tem, kako lahko sodelujete v akcijah, dobite tudi na spletni strani Pomagajmo žabicam, kjer tudi sporočajo, kdaj in kje pričakujejo selitve dvoživk. V občini Medvode se pomaga žabicam čez cesto v Hrašah in na relaciji Goričane-Rakovnik-Sora. Pomoč pa prostovoljci potrebujejo tudi na območju med hribom in golf igriščem v Stanežičah. Organizatorji akcij bodo veseli tudi, če se boste prijavili, da pridete, saj se tako lahko bolj učinkovito razporedijo po lokacijah, spremljajo pa tudi število prenesenih živali. Vabljeni, da se jim pridružite. Tiste, ki vas pobiranje dvoživk ne pritegne, pa vseeno lepo prosimo, da bodite pri vožnji z avtomobili previdni in če vidite, da živo bitje prečka vozišče, zapeljite tako, da za seboj ne boste pustili nobenega trupla ali pa poškodovane živali, ki bo umrla v mukah. Bodimo empatični in prijazni do vseh živih bitij.
Do 27. marca, torej še dober teden dni, si lahko v knjižnici Medvode ogledate razstavo skupine ročnih del Društva upokojencev Medvode z naslovom Pomladna povezovanja. Gre za dela, ki so nastala od jeseni do spomladanskega prebujanja, od božično-novoletnih do velikonočnih praznikov. Zato so na ogled tako ustvarjene božične zvezde kot velikonočni zajčki. Skupina ročnih del v Društvu upokojencev Medvode deluje že več kot 3 desetletja. Vse od leta 2012 pa enkrat letno postavijo del svojih ročnih izdelkov na ogled tudi v medvoški knjižnici. Skupina za ročna dela je s svojim druženjem pod okriljem Društva upokojencev Medvode začela že pred več kot 35 leti. Sprva je šlo predvsem za pletenje, kvačkanje in vezenje. Zadnja leta, ko je skupina vodila prezgodaj preminula Majda Tratar, pa so tradiciji dodale še druga, kot pravijo, novodobna ročna dela. Skupina, ki je po novem skupina za ročna dela, ustvarjalne delavnice in slikanje, šteje 20 stalnih članic, ki se pri ustvarjanju družijo vsak torek med 16. in 18. uro. Že sicer, kot pravi ena od vodij skupine Lučka Đukić, je bistvo sodelovanja v skupini druženje in spodbujanje mentalnih sposobnosti. Da so torej skupina, ki s spretnostjo svojih rok ohranjajo tradicijo ročnih del in ustvarjajo nepozabne izdelke za domačo uporabo in dekoracijo svojih domov. Pletejo in kvačkajo v raznih vzorcih, ustvarjajo v različnih tehnikah, slikajo na različne podlage in enkrat letno, že od leta 2012 dalje, manjši del ustvarjenega predstavijo v medvoški knjižnici. Rdeča nit te naše predstave oziroma razstave je, tako kot rečemo vsako leto, izdelava otroških copatk za naše novorojenčke v občini Medvode. Vedno jih damo v sredino naše razstave, v center, tako da se ve, kaj je dejansko in vse se potem dogaja okrog teh copatk. Znate vi delati copatke ali ste bolj vešči kakšne druge veščine ročne? Znam delati copatke, znam delati puloverje, znam tudi risati, tudi ena moja slika je tam. Dejansko vse, samo ni časa, da bi se človek vsemu posvetil. Dragica Bartalanič sodi med tiste, ki copatke za novorojenčke ustvarja tako pri Društvu invalidov Ljubljana Šiška, kjer ti potujejo v porodnišnico Ljubljana, kot tudi v Društvu upokojencev Medvode. Naše copatke je bilo pa tudi krepko čez 150, 160 celo, ki grejo v zdravstveni dom v patronažno službo. In vsaka mamica oziroma vsak dojenček pri prvem obisku babice dobi copatke s posvetilom pa z lepo embalažo, tako da je res lepo. Danes izmed vseh razstavljenih predmetov je koliko vaših? Mojih? Ja, kar precej. Glede na to, da je bila v lanskem letu izjemoma razstava šele v mesecu oktobru, so imele ustvarjalke za razstavo z naslovom Pomladno povezovanje na voljo manj časa kot običajno. Vedno pa se česa novega naučijo. Recimo v letošnjem letu je naša Dragica šla na en tečaj in se je naučila izdelavo božične zvezde, ki smo jo potem z veseljem tudi vse ostale izdelovali. Mislili smo, da bo to samo 1 ali pa 2 torka, je pa to šlo kar 4 torke, ker je dosti zahtevna zadeva, veliko je bilo treba lepiti, veliko pozornosti, natančnosti, ampak smo izdelali, tako da lahko na razstavi vidite te božične zvezde, tako da je en praznik, ki je že bil, pa prazniki, ki prihajajo. Tokrat predstavljena dela so torej nastajala od jeseni do spomladanskega prebujanja, od božično-novoletnih do pričakovanja velikonočnih praznikov. Jaz sem recimo naučila naše punce božično zvezdico, pa smo jo vse delale. Potem rekli smo, da je nekako povezava novo leto, božič in da prihajamo v pomlad. Jaz sem naredila božično smrekco, potem imam zajčka, lepega boste videla. Potem iz storžev smo naredili vsaka svojo podobo, sliko. Vse, kar mi pride, ideja. In takrat jaz vse pustim. Prav mož, dragi, zdaj pa malo prekin.
Kaj delate od vsega najraje? Pletete, kvačkate, ustvarjate? Kaj je to? Jaz ustvarjam z rokami, samo to, mislim, to je moje največje. Pa vedno moram nekaj novega. Jaz ne moram recimo delati eno stvar 3 ure. Jaz moram prekiniti pa nekaj, ja, to je moje zadoščenje. Kot je ob tej priložnosti izpostavil dosedanji predsednik Društva upokojencev Medvode Jan Jakič, to ni le prikaz izdelkov, ampak odsev ustvarjalnosti, potrpežljivosti, spretnosti in bogatih življenjskih izkušenj članic društva. Ponosni smo, da lahko tudi v zrelejših letih ohranjamo ustvarjalni duh, se družimo, učimo drug od drugega in svoje znanje delimo z vami. V petek 6. marca so lahko ljubitelji potopisnih predavanj v mladinskem centru Klub Jedro izvedeli, kako sta se imela Sara Barle in Tilen Sušnik na njunem zadnjem popotovanju, tokrat po Armeniji in Gruziji. To je bil 45-minutni povzetek njunih vtisov z dvotedenskega raziskovanja teh zanimivih in turistično še ne preveč zasičenih dežel južno od Kavkaza, kjer sta uživala v kavicah ob jezerih, sokovih iz granatnega jabolka, prekrasnih razgledih na visoke gore ter se čudila številu krav, ki se sprehajajo po cestah. Odločila sta se, da na predavanju ne bosta nizala podatkov, ki jih lahko najdemo na spletu, ampak bosta prikazala svoje vtise doživetja, torej izkušnje, ki sta jih pridobila na tem potovanju od Jerevana do Tbilisija, z vmesnimi postanki po prečudoviti naravi ob slopovih, jezerih, ledenikih, cerkvah in gorah. Sta ljubiteljska popotnika, ki se na pot odpravita v želji po aktivnih doživetjih v deželah, ki jih še ne poznata. Lansko leto sva se podala na 14-dnevno potovanje po Armeniji in po Gruziji, v bistvu države, ki zelo veliko ponudita, zelo preseneta, zato ker jih imamo nekako za take odročne, mogoče malo, da so odzadju, v bistvu so pa zelo, zelo lepe, napolnjene z zelo dobro hrano, z zelo prijaznimi ljudmi, lepimi gorami, zelo lepo naravo. Par mesecev prej si narediva neko osnovno pot, pogledava recimo, kako imajo določene turistične agencije speljane trase, pogledava Google reviewje, YouTube videe, tako da se malo dobiva nek občutek, kaj bi bilo za naju zanimivo. Pa si pa pustiva toliko nekega odprtega manevrskega prostora, da se lahko prepustiva nekemu trenutnemu navdihu od priporočil domačinov. Ker imata že veliko izkušenj s potovanji, ima ni težko spakirati kovčkov in se podati dogodivščinam nasproti. Tudi finančno se je v Armeniji in Gruziji kar dobro izšlo. Se da zelo lepo in v bistvu zelo poceni pride čez. V bistvu tlele nekako kopalke nama niso prav prišle, sva bolj vzela pohodniške čevlje, opremo za v hribe, bolj za hladno, anorake, tako naprej. Veliko se da tudi tam kupiti, ampak bolj je to pohodništvo, gore, nisva bila toliko na morju ali pa v nekih hotelih in tako naprej. Vedno greva neko vmesno varianto, torej ne iščeva nekih najbolj poceni stvari, ne iščeva seveda najdražjih, tam je recimo bencin je evro na liter, najem avta je nekih 40 evrov na dan, 30 do 40, tako da jaz mislim za enega popotnika, ki se z nama znajti, je recimo tam 1500 evrov do 1800, imaš zelo dober trip za 14 dni. Če se kdo v tem obdobju sprašuje, kako varno je potovanje po državah, od katerih ena med drugim meji tudi na Iran in druga na Rusijo, pa Tilen in Sara pravita, da je bilo njuno potovanje varno in brez negativnih izkušenj. Absolutno, zelo varno, v bistvu nimava nobenih. Nisva imela predsodkov, ampak še vse ne, sama Armenija meji na Iran, na Sirijo, ki so pač take zelo glasne države, ampak zelo varno, nobenih težav nisva imela. Nikoli se nisva čutila da bi bila v nevarnosti, da bi naj kdo hotel kaj narediti, da bi naj kdo hotel Evropati, okoli prinesti, tako da priporočam vsakmu. Seveda so v vsaki deželi tudi plusi in minusi, a tokrat je bilo slednjih res malo. Mogoče nama ni bila všeč toliko postrežba v restauracijah in lokalih, tako v Armeniji kot v Gruziji, zato ker velikokrat moraš ful čakati. Malo te tako dajo na drugi tir, zato ker pač nisi domačin.
Nedvomno ena izmed stvari, ki meni osebno bo ostalo v spominu, so gore. Kavkaz je res, mislim, slike na Googlu mu pridejo blizu, ampak ni to. Moraš videti v živo, ker tam grejo hribi v Kavkazu do skoraj 5000 metrov in to je res, res noro za videti, zelo lepo. In tako da od tega potovanja mi bo mogoče tale stvar najbolj ostala v spominu. Območje pod Kavkazom, ki je sicer izjemno slikovito, je potrebno raziskovati z avtomobili na 4-kolesni pogon. Ceste namreč uničujejo plazovi kot posledica velikih količin snega in so posledično temu primerno slabše prevozne. Je pa njuna izkušnja z tega potovanja zelo prijetna. Tudi prilagoditev kulturi naroda, ki ga obiščeta, je zanju nekaj samoumevnega. Je treba vzeti v zakup, da recimo v določenih državah je sistem malo počasnejši, ponavadi se je treba malo na promet navaditi. Sami domačini so večinoma zelo prijazni, bolj je tudi stvar vere, a ne, če greš, tle so sicer kristjani, ampak če greš v kakšne muslimanske države, pač se moraš vesti po njihovih pravilih, tako to je, a ne. Še najbolj zahtevno je bilo tokrat sporazumevanje. V deželah blizu Rusije bi ima namreč precej bolj kot angleški jezik, ki ga obvladata, prav prišlo znanje ruščine. A tudi brez znanja jezika se da z nekaj iznajdljivosti dobiti povsem dovolj informacij. Ja, ampak dostikrat je pa znakovni jezik, ne sploh tam, kjer pač, če znaš rusko, daleč prideš, ampak na koncu, če rabiš, se vse zmeniš. Skratka, lačna nisva bila nikoli, žejna tudi ne, vedno sva najdla za spat, tako da se da z znakovnimi z rokami na koncu vse pokazati. Sara in Tilen že načrtujeta svoje naslednje potovanje, tokrat pa jo bosta mahnila na drugi konec sveta, v Južno Ameriko. V njunih mislih pa ostaja tudi Azerbajdžan, razmišljata pa, da bi si enkrat ogledala še drugi, bolj odročni del Gruzije. Skratka, rada imata aktiven dopust, da si potem lahko doma odpočijeta. Sledita pa najpomembnejša dogodka v prihajajočem koncu tedna. V soboto, ko vlada volilni molk, bodo po celotni občini potekale čistilne akcije. Če bo vreme ponagajalo, pa teden dni kasneje. V nedeljo, če seveda niste izkoristili pravice do predčasnega glasovanja, pa gremo na volišča. Celotna Slovenija je razdeljena na 8 volilnih enot, te pa v 11 volilnih okrajev, Medvoška in Vodiška občina in tudi del mestne občine Ljubljana pa sodijo v 11. volilni okraj, ki je poimenovan Ljubljana Šiška 4. Tretje volilne enote poimenovane Ljubljana Center. Nič zapletenega sicer, saj boste dobili glasovnico le s 15 kandidati, ki vsak zastopa svojo listo. Med njimi so tudi 4 Medvoščani. 3 od njih so se s potencialnimi volivci družili na sobotni tržnici v središču mesta, ki je navsezadnje skorajda edini prostor za tovrstne predvolilne aktivnosti. 5 kandidatov, torej tretjina vseh, izmed katerih boste lahko izbirali, je na nas naslovila obvestilo o dogodku, kot določajo naša pravila o izrabi programskega časa. Na kavo s potencialnimi volivci je prišel tudi kandidat liste Demokrati Anžeta Logarja. Ponujemo politično širino, sodelovanje med vsemi ljudmi in da ljudje niso, bom rekel, tako slabe volje, ker Slovenija je lepa. Je pa res, da je zdajšnja vlada mogoče temu malo dala manj poudarka in demokrati smo tisti, ki bomo vodili naslednjo vlado in tudi prebili ta pol in smo most med levim in desnim polom. Za svoj program pravijo, da je konkreten, izvedljiv in odgovoren. Kateri pa so 3 potrebni ukrepi, vezani tudi ali predvsem na naš volilni okraj? Prvo, kar je treba storiti, je tukaj protipoplavna zaščita. Bilo je obljubljeno marsikaj v času te vlade, pa ni bilo storjeno praktično nič. Drugo, vandalizem v tem objektu se dogaja konstantno, nihče ne naredi nič. Tretje bi pa tukaj bilo potrebno urediti promet, glede na to, da
se velika večina prebivalcev Medvod pelje v Ljubljano v službo in nazaj in vedno izgublja čas v gneči. Ekonomist Igor Horvat je bil do izstopa konec leta 2024 dolgoletni član Slovenske demokratske stranke in na zadnjih lokalnih volitvah tudi njen kandidat za ljubljanskega župana. Sedaj pa je v mestnem svetu vodja svetniške skupine Demokrati Anžeta Logarja. Če ste v mestnem svetu, potem imate jasno izoblikovan tudi svoj odnos do kanala C0. Jaz bom rekel, da tukaj je problem predvsem ta del okrog Kleč, zato ker župan Zoran Janković je tukaj naredil veliko napako, ne. V bistvu vodonosnik lahko ogrozi čisto pitno vodo za 300 000 ljudi in to je velik problem. Bi vi ustavili gradnjo ali jo nadaljevali in zaključili projekt? Glede na to, da so ga potrdili tudi v Evropski uniji, tukaj ni koraka nazaj. Nažalost, bom temu tako rekel, ker bi lahko bilo v preteklosti narejeno drugače. Kako na podobno vprašanje odgovarja njegov nekdanji strankarski kolega, ki ponovno kandidira na listi Slovenske demokratske stranke, Leon Merjasec, hkrati pa je tudi podžupan občine Medvode? Predsednica preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0, Anja Bah Žibert iz vrst Slovenske demokratske stranke, je namreč prejšnji teden v izjavi za javnost med drugim napovedala kazensko ovadbo okoljskega ministra in še, da so pričanja strokovnjakov pred komisijo dokazala, da kanal C0 predstavlja nevarnost za ljudi in okolje in da je gradnjo treba dokončno ustaviti. Kakšna naj bi bila usoda kanala C0? Ja, to je pa zanimivo vprašanje. Usoda C0. V bistvu kot občina Medvode nimamo vpliva. Mi smo svoj del oddelali, čakamo, ali bo ta C0 zgrajen ali ne, drugače bomo mogli najti ene druge rešitve. Zaveda se sicer, da sta tudi občina Vodice in občina Medvode preko evropskih in državnih sredstev so lastnici povezovalnega kanala C0 in tudi čistilne naprave v Ljubljani in da je večino kanalizacije iz občine Medvode že sedaj speljano v Ljubljano, le da po dotrajanem omrežju po Celovški cesti. Zakaj država končno ne reče čisto jasno, kaj s tem kanalom? Verjetno bo država rekla, kaj bo s tem po projektam, vendar je šlo to tako daleč, da je to na sodišču in čakajo odločitev sodišča. Kateri pa so trije potrebni ukrepi, vezani tudi ali predvsem na naš volilni okraj? Bom kar rekel, povečajo finančna sredstva za izgradnjo šole. To je ena, druga je, imamo tudi čez Medvode promet, sploh težkega tovornega vozil, ki bilo pa po moje logično boljše speljati ga Škofje Loka Vodice, eno obvozno pot, ki bi razbremenila Medvode. Tretji ukrep je pa mogoče povišanje glavarine, s tem pa bomo tudi kot občina lažje dihali, več lahko ustvarili. Vodja njegovega volilnega štaba je odvetnik Radovan Cerjak. Kaj vi menite? Kdo prevaga pri odločitvah nas volivcev? Kandidat ali stranko, ki jo zastopa? Jaz mislim, da gre za kombinacijo obojega. Kombinacijo dosedanjega dela kandidata in pa seveda tudi programa stranke ter vrednot, ki jih zastopa stranka. Leon Merjasec je kandidat, ki se je dosedaj že dokazal za svojim delom tako v lokalni skupnosti, kot tudi širše, kot veste, je bil že poslanec v državnem zboru. Prepričan sem, da bo svoje delo, vkolikor mu bodo volivke in volivci dali naklonjenost, da bo dobro upravljal. Tudi Medvoščan Dragan Đukić sodi med tiste, ki so že večkrat kandidirali v državni zbor, že petič, prvič je leta 2004, vedno pa na skupni listi manjših neparlamentarnih strank. Tokrat na skupni listi Zelena koalicija in Stranka generacij. Vedno, ko kandidirate s srcem na levi, obarvano zeleno. Se kaj spreminja v tej smeri? Prav dosti se ne spreminja, ker je pač težko spreminjati to.
Jaz sem zeleni na rdeči podlagi, zdaj, kdor me pozna, vse to ve, ne? Kaj pa levo, desno? Ja, sredina proti levi. Pravi, da bi šli v koalicijo z vsemi, da bi le lahko vplivali na odločitve v parlamentu. Veliko ljudi pride in tudi pove vsak svoje mnenje, vprašajo, kaj bi naredil, če bi bil poslanec, jaz pa odgovorimo. Ne? Prvo je zdrava pitna voda za vsa gospodinstva v celem kraju, v celi Sloveniji. Drugo, jaz bi ukinil sklad, a ne, ta, ki pač je država v državi kmetijskih zemljišč, ne, sklad kmetijskih zemljišč, in bi v bistvu vsa zemljišča, ki jih oni upravljajo, so pa last države, razdelil občinam v mejah tam, kjer so. In kot tretje, nekoč sem razmišljal tudi o ukinitvi te dajatve, a ne, ki je za nadomestilo stavbnega zemljišča. To je zadeva nezakonita, neustavna, je star zakon in s tem bi pa pač lahko razbremenili ljudi, da plačujejo te dajatve, lahko bi pa z nekim novim zakonom, ki ga pripravljajo, nepremičninskim, uvedli in iz tega financirali občine. Saj se ve, koliko občine iz tega dobijo. Sedaj vemo, kakšna je glavarina. Kolikšna glavarina bi bila dobra, zato da bi lahko rekli, da tudi tiste občine, ki dobro gospodarijo, še bolje lahko gospodarijo. To je zelo enostavno. Še enkrat tolika višina in potem bi bilo to v redu za nekaj časa, ne za zmeri. Na državnem nivoju sicer izpostavljajo pokojninsko reformo, trajnostni razvoj in okoljsko pravičnost, gospodarski preporod in energetiko ter novo stanovanjsko politiko. Mi smo drugačni samo v tem, da smo za ljudi, za naravo, za zdravo okolje in za pomoč mladim, pomoč kmetijstvu in samooskrbi. Mi smo imeli v Sloveniji pred 30-40 leti 70% samooskrbo. Zdaj ne vem, če je 30% tega. Vi ste rezali salamo, čigavo? Salama je pa kmetija Prčrnet, Štefan Čevašek, kolega moj. Kruh je tudi domač, pečen v krušni peči. Tako da podpiramo tudi ekološke kmetije, podpiramo vse kmetije, podpiramo zato, ker če bo takole, kot je danes, bomo mi v parih letih ostali lačni. Kandidat liste Gibanja Svoboda je, kot smo že poročali v prejšnji informativni oddaji, aktualni poslanec Miroslav Gregorič. Prejšnjo soboto ga je med drugim prišel podpret aktualni finančni minister Klemen Boštjančič, tokrat pa predsednica lansko leto ustanovljenega odbora Svoboda Medvode Živa Smolnikar. V Medvodah smo izredno zadovoljni, da je naš kandidat prav gospod Gregorič, namreč izredno izkušen človek odličnih vrlin, ki predstavljajo pravzaprav vsakega Slovenca in je zelo, bom rekla, vesel, ko gre tudi za medgeneracijsko sodelovanje, ko gre za tehnološki napredek, ko gre za prenos znanja, rad deli izkušnje in težko bi dobili boljšega kandidata v Medvodah. Miroslav Gregorič je v času volilne kampanje, kot pravi, že sicer zelo aktiven poslušalec ljudi. Jaz mislim, da bomo morali v naslednjem mandatu še več delati na zdravstvu, tudi na gradnji v zdravstvu, na šolstvu. Trudili se bomo za večje glavarine in pa, kar se mene tiče, jaz bi si vsekakor želel 4-pasovnico do Ljubljane, kajti to sedaj je sigurno ozko grlo. Vemo pa, da nas čaka tudi dvotirna železnica. Tako da to so velike investicije, velika dela, bo tudi nekaj negodovanja, kajti v umeščanju prostor pa nas je problematično, ampak za konsenzom bo treba v to smer delati. Tako da jaz mislim, da smo v tem mandatu veliko naredili, ampak še več nas pa čaka v naslednjem mandatu. Zelo nas veseli, da je v Medvodah
vedno več novih priseljenih družin, mladih, da prihajajo v Medvode nova znanja in če bi se uresničila tudi ta neka tiha želja po nekem hubu, da rečem nekem manjšem centru, kjer bi se gojile ideje mladih, kakšni start-upi, da bi tudi to vse skupaj v celoti Medvode naredili res prava vrata, vstopna točka v Ljubljano. Najbolj aktiven kandidat v našem volilnem okraju je prav gotovo Pirničan Marko Kajzer, ki kandidira na skupni listi Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus Marka Lotriča, katere član je. In to ne le na tržnici ali v cerkvi, ampak tudi preko letakov, panojev, pa tudi z organizacijo pogovornih večerov in srečevanj s potencialnimi volivci. Moram reči, da posebej ljudje ne izpostavljajo, kaj naj bi bilo dobro oziroma ne dajo nasvetov, predvsem so navdušeni nad nami, našim programom in delovanjem, tako da imam dober občutek. Trije ukrepi, ki so nujno potrebni, pa so vezani tudi ali predvsem na 11. volilni okraj. Tako kot za celo Slovenijo, absolutno narediti konkurenčno gospodarstvo okolje, to je za vse. V našem volilnem okraju se mi pa zdi, da je pomembno urediti prometno infrastrukturo pa status upokojencev. Infrastruktura. Kar se tega tiče, mislim, da imamo veliko priložnosti konec koncev izkoristiti tudi progo, ki bi lahko funkcionirala kot tramvaj in še marsikaj, kar se tiče prometa, to se pravi povezano z avtocesto in nasploh učinkovito prometno urejenost. Že tokrat je vabil še na en pogovorni večer o aktualnem stanju in izzivih slovenskega gospodarstva in kmetijstva ter o možnih rešitvah in ukrepih na obeh področjih. Kot pravi, stabilna davčna politika in razbremenjeno gospodarstvo krepita državo, omogočata stabilno zdravstvo in pokojnine in sta osnova za blagor državljanov. Na pogovorni večer je povabil predsednika stranke Fokus Marka Lotriča ter dva Medvoščana, kmetovalca Žigo Kršinarja in nekdanjega ministra za šolstvo in šport, nekdanjega dekana Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in nekdanjega predsednika Socialnih demokratov, politika profesorja dr. Igorja Lukšiča. Tudi prvi pogovor v organizaciji skupne liste Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus je potekal v prostorih gasilskega doma v Pirničah. Tokrat je pogovor tekel predvsem o aktualnem stanju slovenskega zdravstva, o dostopnosti zdravstvenih storitev in potrebnih ukrepih za izboljšanje stanja. Dan je bil apel, naj se zasebnikov tudi na področju zdravstva ne obravnava kot sovražnike javnega zdravstvenega sistema. Poleg Marka Kajzerja, kandidata skupne liste v našem okraju, sta na to temo spregovorila predsednik prve slovenske vlade, ponovno član Nove Slovenije Lojze Peterle, ki je bil med drugim v Evropskem parlamentu predsednik delovne skupine za zdravje in vodja skupine za boj proti raku, in Gregor Kavčič, dolga leta ortoped kirurg v novomeški bolnišnici, konec lanskega leta pa krivdno odpuščen, ker naj bi paciente preusmeril k zasebniku, kar je na tokratnem pogovoru označil za absurdno obtožbo. Jaz sedim z veseljem ob mojem operaterju, ki me je nedolgo tega v roke vzel. Jaz sem še smuknil skozi kvoto, bi rekel, mnogi pa ne bodo, ker imamo režim, ki ima raj ljudi, ki trpijo, kot ljudi, ki bi jih lahko profesionalno dobro uredili. Peterle je izpostavil, oba soudeleženca pa potrdila mačehovski odnos te vlade do zasebnikov na vseh področjih. In v ta paket sodi tudi zdravstvo, ki je pravzaprav v Sloveniji primerno, celo vzorno zastavljeno, ampak ne izkoriščamo vsega potenciala, ki bi ga morali in bi ga lahko, če ga bi pravilno upravljali in vodili. Urejeno zdravstvo je, tako ortoped Gregor Kavčič, eno od osnovnih področij, ki jih ljudje od države upravičeno pričakujemo. Zdravstveno blagajno praktično od prvega dneva delovne dobe plačujemo in potem pričakujemo, ko zbolimo, da se nam bo pomagalo. Da se nam bo pomagalo
se pravi kvalitetno, strokovno in v nekem normalnem času. Če ne prideš v doglednem času na vrsto za ortopedsko operacijo zaradi obrabe kolka ali kolena, sicer ne boš umrl. Ampak boš pa trpel, boš imel bolečine, pa če to damo na stran, če se pogovarjamo o biznisu, boš na bolniški, ne boš hodil v službo, boš bil strošek državi. Posebej je izpostavil vladno uredbo z konca lanskega leta, ki je močno omejila število ortopedskih operacij, ki jih lahko letos opravijo koncesionarji. S katerim se je koncesija omejila na 150 operacij. Se pravi, v moji čakalni vrsti je trenutno okoli 1000 ljudi, ki na operacijo čakajo, se pravi, je zdaj čakalna doba 7 let. Njegov pogled na čakalne dobe, pravi, je kirurško preprost. Samo delati je treba in vse ljudi, ki sodelujejo, treba pošteno plačati. Vse, sploh ne govorimo o zdravnikih, vse, sestre, snažilke, vse, ki delajo, treba plačati. Če vodstvo bolnišnice ni sposobno plačati medicinskih sester, ja, potem se pa ne da delati. Ne morejo medicinske sestre delati 4 vikende vsak mesec za plačo, ki jim je zaradi tega 70 evrov neto večja. Že sicer izpostavlja, da se premalo zavedamo, da so tudi koncesionarji sestavni del javnega zdravstva in da je opravljena storitev pri zavarovalnici do centa enako vrednotena, bodisi da je opravljena pri koncesionarju, bodisi v javnem zavodu v državni bolnišnici. Vas recimo, če ste pacient, jaz mislim, da vas prav nič ne zanima, ali ste operirani pri koncesionarju, ali ste operirani v državni bolnici. Jaz mislim, da vsak normalen človek kot bolnik želi dobro storitev, strokovno narejeno in v enem normalnem času. Zdravstveni sistem mora biti usmerjen k bolnikom, ne pa da se ukvarja z zdravniki, še dodaja Kavčič. Poznamo iz medijev, da imaš lahko tudi koga, kot so rekli, da dopoldne naroča za popoldne nekje drugje. To so mogoče kakšni osamljeni primeri, ampak država je zabremzala lastni zdravstveni sistem. To je moja diagnoza. Nesmiselno je, da zdravstvena zavarovalnica plačuje bolniške, dolgotrajne bolniške, ki so zgolj zaradi tega, ker se neki posegi ne opravijo in ljudje čakajo na bolniški na tisti poseg, dobivajo nekako nadomestilo, plačila, s tem povzročajo stroške zavarovalnici, če bi se pa poseg opravil, bi pa že zdavnaj bili lahko na delovnem mestu. Glede na to, da so kapacitete v javnih bolnišnicah omejene, da operacijskih sob in osebja ni dovolj, da bi lahko opravili več ortopedskih operacij, pa Kavčič, več kot 27 let je delal v bolnišnici Novo mesto, vidi edino rešitev zgolj v sodelovanju s koncesionarji in ne v omejevanju njihovega dela. Koncesionarju pa, da je potrebno zagotoviti stabilno poslovno okolje. Nobeno leto se ne ve, ali bo lahko delal, ali ne bo mogel delati. Jaz mislim, da je bilo tudi korektno do koncesionarja ali pa kogarkoli drugega, da ima nek 10-letni plan, najmanj 10-letni plan. Če že vložiš v neko opremo, ki bo potem ljudem koristila, ja, moraš tudi imeti neko garancijo, da boš lahko delal. Tako Peterle kot Kajzer sta pritrdila, da se približno tako dogaja tudi ostalim podjetnikom. Nimajo stabilnih, predvidljivih okvirnih pogojev. V zdravstvu bi morali veljati enaki kriteriji, kot veljajo pri podjetnikih, pregledno, stabilno, predvidljivo. Treba je sprostiti, da bodo vsaj tisti, ki so pripravljeni delati, tako kot gospod Kavčič na moji desni, da bodo lahko maksimalno izkoristili svoje potencijale inštitucij, v katerih delajo. Če smo slišali, da so plačani enako in da so za zdravstveno zavarovalnico popolnoma enak strošek kot javne bolnice. Dosežke aktualne vlade tudi na področju zdravstva, predvsem pa na področju skrbi za starejše, pa povsem drugače vrednoti Biserka Marolt Meden, kandidatka Levice v našem volilnem okraju. Prejšnji četrtek je med drugim obiskala tudi infotočko 65+ v blagovnem centru. Dežurna prostovoljka je bila tokrat Zvonka Hočevar.
Kot pravi Biserka Marolt Meden, bo nedopustne čakalne dobe v zdravstvu počasi odpravil okrepljen javni zdravstveni sistem kot posledica vseh vladnih ukrepov sprejetih v zadnjih 3 letih. Ko bomo ukrepili javni zdravstveni sistem, bodo čakalne vrste manjše. Zato, ker bodo ljudje, ki so zaposleni v javnem zdravstvu, z vsemi ukrepi, ki so bili sprejeti, bolj stimulirani, da delajo v javnem zdravstvenem sistemu, v katerega bodo ljudje prišli brez doplačevanja, brez samoplačniških storitev in se bodo te čakalne vrste ne čez noč, nikakor ne v 30 dneh, ampak počasi zmanjšale. Svoje k skrajševanju čakalnih dob naj bi dodala tudi boljša digitalizacija, ki trenutno šepa zaradi večjega števila različnih nepovezanih zdravstveno-informacijskih sistemov. Opozarja na dejstvo, da se koncesionarji prvenstveno odločajo zgolj za opravljanje bolje ovrednotenih storitev, zato javni zdravstveni sistem nujno potrebujemo, kar se je, kot pravi, izkazalo tudi v času epidemije koronavirusa. Že zaradi neprekinjenega zdravstvenega varstva, zaradi urgentnih centrov, zaradi hudih težkih obolenj, ki jih je možno zdraviti samo v javnem zdravstvu, v terciarju, ki je izjemno sposoben opravljati najtežje storitve in je v koraku z medicino v razvitem svetu. Verjame, da bo uveljavitev vseh že sprejetih vladnih ukrepov pripeljalo ne le do krepitve javnega zdravstva, ampak tudi v enake pogoje za delo koncesionarja in javnega zdravstva. In se mi zdi, da na dolgi rok kažejo v krepitev javnega zdravstva in v zmanjševanje preliva presežkov nad prihodki izven zdravstvene dejavnosti. Kajti javni zavodi so dolžni vse presežke vlagati nazaj v javno zdravstvo za ljudi. Kot pravi Biserka Marolt Meden, mnogi jo poznate kot nekdanjo predsednico združenja Siva nit, se je za obisk infotočke 65+ odločila potem, ko se je z njenim delovanjem seznanila ob vladnem obisku v Centru za starejše Medvode z namenom, da se prepriča, ali gre za tako dobro prakso, da bi jo veljalo prenesti tudi drugam in podpreti na državni ravni. Kajti starejši niso vsi spretni z raznimi modernimi orodji, z internetom, s pametnimi telefoni in radi slišijo razlago za kakšno stvar v živo, tako da pridejo in se z nekom pogovorijo. Dežurna prostovoljka v infotočki je bila tokrat Zvonka Hočevar. Obe dobro poznata sistem dolgotrajne oskrbe. Enotni pa sta, da je dobro, da je po 20 letih čakanja prišlo do uveljavitve tega zakona, da pa je seveda potreben nadgradnje. Ker to je živ organizem, zato so nekatere zakonske spremembe, celo za interventni zakon, takoj po volitvah, že pripravljene, tako da ne bo prihajalo do teh, kaj ne rečem, praks, ki se ljudem zdijo popolnoma nerazumljive in jih ni bilo možno prej predvideti, dokler se ni začel zakon izvajati. Zakon bo res olajšal življenje starejšim na različne načine, ker je možno koristiti številne storitve, ampak ljudje morajo to informacijo dobiti in takale infotočka je nekaj odličnega. Prostovoljke v infotočki 65+ že sicer opozarjajo na pomanjkljivosti sicer dolgo pričakovanega zakona o dolgotrajni oskrbi. Predvsem, da postopki prek Centra za socialno delo trajajo predolgo in da zakon ne upošteva dejstva, da se lahko zdravstveno stanje pri starostnikih spremeni tako rekoč čez noč. Zaradi tega lahko pride tudi do tako absurdne situacije, da starostnik v isti sobi v domu za starejše z istimi storitvami plača še enkrat višjo ceno kot sostanovalec, ki je že vključen v sistem dolgotrajne oskrbe. Res te čakalne vrste od takrat, ko vložiš vlogo in te obišče nekdo iz vstopne točke, so absolutno predolge. Ampak moramo pa razumeti, da je bil tak velik naval ob uveljavitvi dolgotrajne oskrbe in da ko se bo to seveda z različnimi ukrepi, ki so že sprejeti, ki so že v pripravi, nekaj jih bo pa še potrebno, se bo ta vrsta skrajšala na tisto minimalno pričakovano, ki naj bi bila maksimalno 2 meseca od vloge pa tja do
koriščenja. Rešitev vidi v dodatnem izobraževanju tistih, ki vodijo postopek od vloge do odločbe, v širitvi kroga tistih, ki bodo usposobljeni, da pridejo na dom, vodijo pogovor, izpolnijo ocenjevalne liste in oblikujejo končno odločbo o dolgotrajni oskrbi. Biserka Meden Marolt meni, da je celoten sistem premalo usmerjen v sodelovanje sociale in zdravstva. Nekaj let nazaj smo veliko govorili o integriranih, to pomeni storitvah, ki so tako socialne kot zdravstvene, da tudi ko pride pomoč na dom, ne bi prišel najprej nekdo, ki bo nudil socialne storitve, pa ure za njim pa nekdo drug, ki bo nudil storitve z področja zdravstvene nege. Zato moramo ta dva sistema bolj povezati in tudi uporabiti za ocenjevanje diplomirane medicinske sestre iz morda referenčnih ambulant začasno, če je tam kakšen prostor, ali iz centrov za krepitev zdravja. Bistven premik bo potreben tudi pri krepitvi kadra, ki bo izvajal dolgotrajno oskrbo, bodisi na domu ali kot pomoč v domovih za starejše, ter sprejeti nove standarde in normative na področju zdravstvene nege. Zdaj je pa potrebno eno trdo delo, dogovarjanje in ne za zaprtimi vrati, ampak z vsemi izvajalci, uporabniki in stroko najdete boljše rešitve, kot so te, ki jih imamo trenutno zdaj. Mi starejši pa vsekakor bi radi imeli zadovoljne zaposlene, ki ne bodo izgorevali, ki bodo lahko koristili svoje dopuste in ki bodo primerno plačani. Kajti delo za ljudmi, še posebej delo s starejšimi, bolnimi ljudmi, zahteva celega človeka. In še en, da moramo kot družba priznati, da gre za deficitarne poklice, pa tudi, da ne gre le za dobro starejših, ampak vseh generacij. Ker če imajo mlajši poskrbljeno za svoje starše, stare starše, potem lažje opravljajo svoje delo in živijo svoje družinsko življenje s svojimi otroki. Tako da to je res medgeneracijska solidarnost. Miroslav Gregorič, kandidat Gibanja Svoboda, in Luka Rotar, kandidat Socialnih demokratov, sta se že prejšnjo sredo odzvala vabilu, da nagovorita člane Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Medvode na njihovem rednem letnem občnem zboru v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane. Oba sta dala podporo partizanskemu boju in vrednotam narodno-osvobodilnega boja. Luka Rotar je s svojimi 23 leti najmlajši kandidat na listi Socialnih demokratov. Tudi zato je svojo predstavitev začel z odgovorom, ki ga je dal predsedniku Medvoške borševske organizacije Emilu Dolesu ob prvem srečanju na vprašanje, če mladi še vedo, kdo je pri nas zmagal v drugi svetovni vojni in kako pomembne so vrednote narodno-osvobodilne borbe za Slovence. Jaz sem mu dal odgovor, mislim, da ga pa jaz sem lahko bolj pokažem. Vemo, kdo je zmagal. Nima sicer osebne izkušnje druge svetovne vojne, si je pa tovrstno izkušnjo pridobil lansko leto na manjši humanitarni misiji v Ukrajini, kamor je s kolegi žrtvam vojne odnesel zbrano medicinsko pomoč. Jaz sem videl, kaj pomeni, ko raketa leti čez tvojo glavo, kaj pomeni, ko bombe padejo na hiše okoli tebe. Nesrečo se meni ni zgodilo, ne moram pa reči še za grozno število ljudi, ne samo v Ukrajini, pa tudi zdaj v Gazi, da tega, kaj se dogaja v Iranu, kar so sprožili Izraelci in Američani, sploh ne omenjam. Naše geslo je mir, razvoj, blaginja. Ampak v trenutni situaciji ne vem, kako lahko govorimo o čem drugem kot miru. To je nekaj, za kar smo se Socialni demokrati vedno postavili in bomo vedno zagovarjali. Kljub temu, da smo dediči in ponosni dediči, tudi če se nekdo norčuje iz nas, ko to rečemo, partizanov, ki so se našo svobodo priborili, si želimo, da si v prihodnosti za to svobodo ne bo treba boriti, ampak da, ko je bila enkrat zborjena, da jo zaščitimo. Miroslav Gregorič, sicer aktualni poslanec, pa je nasprotno, najstarejši kandidat Gibanja Svoboda. Mene ni treba prepričevati, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Moj oče je kot gimnazic zadnjega letnika Bežigrajske gimnazije ukorakal 9. maja 1945 s partizani v Ljubljano. Moj tast je dočakal 9. maj kot partizan prvoborc v Trstu. In ko so odhajali, se je on in vsi ostali jokal. Moj stric je dočakal
9. maj v Dachavu, moja teta v taborišču v Dresdnu, moja stara teta, od moje mame teta, je dočakala 9. maj v Ravensbrücku. Spomnil je na dejanja domobranske vojske in njeno dvakratno zaprisego Hitlerju, zadnjič še januarja 1945. In še konec junija 1944 je bilo veliko zborovanje pred Nunsko cerkvijo. In tam niso direktno prisegali Hitlerju, ampak tam so pa dejali, da je edino zveličanje je v Evropi, ki jo vodi Nemčija, in da se moramo boriti proti bolševizmu in judom. Zbranim je predstavil svojo vojaško kariero, funkcije znotraj Slovenske teritorialne obrambe, izkušnje z področja jedrske varnosti in v letu 2002-2003 kot vodja OZN misije v Iraku, ki je tam iskala orožje za množično uničenje. Jedrsko, biološko, kemijsko, rakete pa opremo dvojne rabe. Seveda nič nismo najdel, ampak ZDA so nas izkoristili za to, da so imeli čas, da so pripravili vojaško agresijo na Irak. Že ta drugo. Več o rednem letnem občnem zboru borčevske organizacije pa v prihodnji oddaji. Podobno kot tudi o občnem zboru članov Planinskega društva Medvode in Kmetijske zadruge Medvode. Slednja tudi pod vodstvom nove direktorice posluje uspešno. V nadaljevanju sledita še dve napovedi kulturnih dogodkov. Že jutri, v petek 20. marca ob 18:30 uri, vabljeni v Kulturni dom Medvode na premiero Čehove drame Striček Vanja v izvedbi gledališke skupine Kud Fofite pod režisersko taktirko Borisa Kobala, zamejskega režiserja in igralca. Tako kot je začel, naj bi Boris Kobal, zamejski režiser in igralec, tudi zaključil svojo gledališko kariero na ljubiteljskem odru. In si za to priložnost izbral režijo drame Striček Vanja Antona Pavloviča Čehova, za katerega pravijo, da je najbolj ruski med ruskimi pisatelji in hkrati tudi najbolj evropski. Njegove drame so brezčasne kot nezadovoljstvo, neizpolnjene sanje in hrepenenja junakov v njih. Striček Vanja je prvo gledališko uprizoritev doživel že leta 1899, slovensko pa že leta 1909, pa vendarle še dan danes redno ostaja na repertoarju, predvsem poklicnih gledališč širom sveta. Ker je še zmeraj zelo aktualen, zelo modern, ker je Čehov tisti dramatik, ki je pred dobrimi 130 leti začel pisati izjemno moderne dialoge, in je posegal zelo globoko v človeška življenja in v odnos med nami, med ljudmi. Tako da iz neke čisto enostavne, banalne zgodbe pravzaprav nastane zelo kompleksen organizem, neke interakcije med vsemi, v tem primeru 6 osebami. In občutek na koncu je pa tak, da se ni pravzaprav zgodilo nič. V bistvu so se pa zgodile zelo hude zadeve, vsakem posebej posamezniku in v celotni, bi rekel, grupi teh ljudi. Številne predhodne uprizoritve Strička Vanje zanj ne predstavljajo bremena v smislu, kako kot režiser pustiti svoj pečat. Ker pri razmisleku te vodi neka ideja, ki jo imaš ti, ni v konkurenci z nobeno drugo, nismo si konkurenčni tle, pač je neko novo branje, kako si ti predstavljaš te zadeve in slediš samo temu in to je to, ne glede na to, kar je bilo narejeno ali ne. Na odru se torej zvrstijo monologi, dialogi, pogovori, brez večjih akcij ali preobratov, prikaz odnosov med ljudmi in posredno družbe, v kateri živijo. Kolikšen zalogaj je biti igralec v Stričku Vanji? V Čehovu nasplošno ima igralec, kot se temu reče, kaj igrati. Čehova igrajo igralci zelo radi, po vseh teatrih profesionalnih. Moram reči, da pri nas je gost v amaterskih gledališčih, je Čehov skoraj da ga ni. Bil je mogoče pred časom nek poskus prav v zvezi z Vanjo. Jaz sem predlagal ta tekst v pogovoru z umetniškim vodjo in sem predlagal to za to skupino, ki sem jo malo poznal,
ker se mi zdi, da je v zelo dobri formi in da bi bila sposobna enega Čehova prežvečiti, da rečemo tako. Ni to predstava v tem smislu akcije, ne? Je pa notranje akcije zelo, zelo veliko, ne? Zelo veliko in mislim, da je bilo prav, da smo to izbrali in da se Čehov pojavlja kot izziv tudi na amaterskih odrih. Običajen vsak dan podeželskega izobraženca, zdravnika Astrova, ki ga je upodobil novinec na medvoškem odru Simon Repnik, strička Vanje, ki ga je upodobil Matej Ulčar, njegove mame Marije igrajo Irena Sončlenci in njegove nečakinje Sonje igrajo Pija Fabijani, do dobra pretrese prihod njenega očeta, upokojenega univerzitetnega profesorja Serebrjakova, igra ga Zvone Nagode in njegove mlajše in lepe druge žene Jelene igrajo Monika Jekler. Le zdi se, da sta prišla le na obisk. 25 let. Bere in piše o tem, kar pametni veže zavnej, neumnih pa to sploh ne zanima, kar pomeni, da 25 let odkriva toplo vodo. Zakaj nekaj počnemo, zakaj delamo in sploh zakaj živimo? O tem in znotraj tega začaranega kroga živijo in delujejo osebe v Čehovih dialogih. In se nič ne spremeni, anihilizem, ja, zdaj... Če potegnemo to usporednico z današnjim stanjem tukaj v Sloveniji, bi rekli, ja, to je to. Ne, v Sloveniji, po celem svetu. Po celem svetu ni več nobenega premika v nobeno smer, samo nekako gledamo, kaj se dogaja, stvari, ki so navidezno daleč od nas, v bistvu smo pa v vojni že vsi skup, ne. V Čehovu ni glavnih in stranskih vlog, so vse vloge absolutno glavne. Da rečem. Razlika je samo, če ima malo več ali manj teksta. To je, v tem je samo več ali manj. In res so taki, izgledajo. Recimo zanimivo pri stričkovanju je ta pojav, da so vsi nekako zaljubljeni v zgrešene osebe. Popolnoma vsi. Ampak ne morajo ven iz tega. Nekako ne upajo vsi. Ne vem niti, če je to cona udobja, ker če je to udobje, potem kaj bi lahko bilo še hujše, ne? Ampak je ta prav nemoč akcije, nemoč premakniti se, kakorkoli. Bolje je znotraj sebe tuhtati to stanje, v katero si padel v življenjskem, ampak težko naredijo premik. In to se mi zdi ta strašna aktualnost, taka vzporednost z današnjimi časi. Mi smo se ekipi pridružili na ponedeljkovi vaji. Se porajajo še kakšni dvomi? Ko se bliža konc, ne, in ko začenjaš v bistvu biti že ti, kako bi rekel, bolj gledalec tega, ne. Pač zdaj so take vaje, ko spuščamo skozi celo igro, jaz to pogledam in potem imamo nek razgovor, ne. Bolj malo, so popravki, ampak bi rekel, glavnina je narejena, ne. Ker še enkrat te prime tale huda misel, ne, da bi vse skup rekel, ne, to ne bomo nič, vržimo proč, začnimo znova. Ker bi to, ampak seveda tega ne narediš, ne, ker ni primerno, da se to naredi tako. Smo ekipa in verjamemo v to, kar smo naredili. Gledališka igra Striček Vanja je prva letošnja produkcija Kuda Fofite, ki je v postopku zamenjave vodstva. Za krmilo bo sedla Irena Sončlenc. Težka odločitev? Zelo težka. V resnici mi smo že lani vedeli, da nas dosedanji predsednik Žiga Okorn zapušča, ker je pač se odločil posvetiti svoj čas še čemu drugemu. In smo iskali celo leto pač med člani, med nečlani, kandidate, ki bi bili pripravljeni prevzeti to društvo. In ga nismo našli. In jaz sem res tukaj prisotna, ves čas sem v teh prostorih in sem se na koncu sama prostovoljila. Prav zato, ker mi je zelo pomembno, da tako društvo kot je Fofite ne zamre, da ne gre v počivanje, se bi mogoče bilo to možno, ne, da je pač en čas samo počiva, ampak se mi zdi, da je tukaj dovolj ustvarjalnega naboja, da pač tako društvo mora iti naprej. Letos bo v Škofji Loki po 11 letih znova zaživel znameniti škofjeloški pasijon. To bo prva uprizoritev od vpisa na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, sicer pa že peta od leta 1999. V pripravah sodeluje skoraj 1500 prostovoljcev. 1200 jih nastopa v predstavi, vključno 40-člansko zasedbo iz naše občine. Sodelovali bodo igralci iz Kudov Oton Župančič Sora in Franz Aleški Finžgar Senica,
ki v pasijonu sodelujejo že od samega začetka, ter priključeni posamezniki iz drugih krajev naše občine. Še zadnje priprave pred petkovo generalko in sobotno premiero se odvijajo po načrtih, smo izvedeli na torkovi tiskovni konferenci, ki je potekala v prostorih občine Škofja Loka. V naslednjih tednih pa organizatorji pričakujejo od 27.000 do 28.000 gledalcev, pri čemer so 3 od 7 izvedb že razprodane. Pasijonska predstava, ki bo letos obeležila tudi 300-letnico nastanka besedila, pa nosi še eno pomembno povezavo z našo občino. Pod režijo bo namreč prvič podpisan naš občan Marcelo Brula iz Valburge. Zadnja uprizoritev škofjeloškega pasijona je bila leta 2015, naslednja je zaradi pandemije COVID-19 odpadla. Tako bo to prva uprizoritev škofjeloškega pasijona po 11 letih in prva, odkar je bil leta 2016 upisan na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Na škofjeloški občini sporočajo, da je mesto na ta veliki projekt pripravljeno. Jaz se počutim odlično, predvsem ko spremljam aktivnosti, priprave prostovoljke in prostovoljce, predvsem pa ponosno, da bomo uspeli celotni Sloveniji in dobršnemu delu Evrope predstaviti našo kulturno dediščino. Verjamem, da v novi preobleki pod vodstvom Marcela Brune, našega novega režiserja, pa vseeno še kako tradicionalno in usidrano v našo zavest in v našo DNK. Škofjeloški pasijon predstavlja eno največjih dragocenosti Škofje Loke in pomemben del slovenske ter svetovne zakladnice kulture. Velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo zapisano v slovenskem jeziku. Je eden od največjih dosežkov slovenskega slovstva v dobi baroka, velja pa tudi za edino evropsko v celoti ohranjeno režijsko pasijonsko knjigo iz začetka 18. stoletja. Škofjeloški pasijon ni samo prizoritev, je vse in veliko, veliko prej in še marsikaj potem. In tukaj se pozna, da ne samo Škofja Loka, ampak okoliške vasi, kraji, ne glede na to, da je bilo 11 let prekinitev ali pa prekinitve, še kako čutijo in ko pride klic pasijona, se nanj odzovejo. In meni je všeč, da živimo v taki skupnosti, v taki občini, ko se ljudje odzovejo za take največje projekte in skupaj premikajo res velike stvari. V novejši zgodovini in sedanji obliki je bil pasijon uprizorjen 4-krat. Leta 1999 in 2000 v režiji Marjana Kokalja, leta 2009 v režiji Borota Gartnerja in leta 2015 z režiserjem Milanom Golobom. Tokrat pa je za režisersko paličico prvič prijel naš občan Marcelo Brula. Poteka po načrtih, prva generalka je že mimo, zdaj v petek imamo drugo generalko in v soboto že premiero. Zelo zadovoljen, vesel, 1204 prostovoljcev nastopa, skupaj nas je tam okrog 1500, tako da smo zelo zadovoljni in veseli za vse, kar prihaja. Zelo lepa izkušnja in doživetje. Marcelo Brula, po poklicu ekonomist, sicer pa operni pevec, učitelj petja, režiser in slaščičar, je argentinski Slovenec, ki od leta 2021 z družino živi v Valburgi. V prizoritev pasijona je vključen tudi širši krog njegove družine. Smo zelo ponosni Valburčani, točno ne vem, ko se reče? Valburžani, točno, Valburžani. Sosed vedno pravi, v Valburgi smo dobri ljudje. Čez cesto je že Smlednik, ampak vseeno pravimo, da smo v Valburgi dobri. Res zelo veseli, se čutimo sprejeti, se čutimo del skupnosti, del Slovenije, kakor smo vedno čutili, da smo. Čeprav smo rojeni v Argentini, smo živeli v slovenski kulturi, jeziku, veri, tako da nadaljujemo življenje. V škofjeloškem pasijonu pa že od samega začetka sodeluje in tudi letos nastopa velika igralska skupina iz Sore in Senice, ki šteje kar 40 sodelujočih, priključujejo pa se jim tudi posamezniki iz drugih krajev naše občine. Nastopali bodo v 2 prizorih, Herod in Hieronim.
Kot so na torkovi novinarski konferenci v Škofji Loki še povedali ustvarjalci, so na predgeneralki uspešno preizkusili masko, kostumografijo, nosače, igralce ter vso potrebno logistiko, povezano z velikostjo predstave, v kateri sodelujejo 1204 igralci, 37 konj in en osliček. Je bil velik izziv in težava, da se pokrije vloge s konjeniki. Nagovorilo me je pa to, da je to ni samo igra, je skupno delo, je občestvo, je skupnost. Zelo me spominja na skupnost v Argentini, kjer sem veliko delal in stalno se spominjam na nje, kako je bilo, ko smo tam pripravljali kakšne igre, kakšne nastope, in to sem tudi tukaj začutil, da se je ta skupnost združila, pasijonska skupnost, pasijonci skupaj dihamo in to je največje veselje, kar ga lahko imaš, in tudi to te navdihuje, da delo naprej pelješ, ker je res veliko dela, se je težko predstavljati, kaj vse to pomeni. V 2 uri in pol trajajoči predstavi se na 4 prizoriščih, Mestni trg, Trg pod gradom, Spodnji trg in Trg mesta Freising, odigra uprizoritev v celoti. Škofjeloški pasijon se namreč še danes, enako kot v preteklosti, odvija na procesijski način. Igralci v skupinah nastopajočih, skupaj z nosači in konjeniki, opravijo krožno pot skozi mestno jedro in na vseh 4 prizoriščih odigrajo vseh 20 prizorov. In kakšno sporočilo nam danes, po 300 letih, še vedno prinaša pasijon? Kako človek hitro obsodi človeka, kako se lahko maščuje na človeka, to je ta negativna plat človeštva, po drugi strani imamo pa tudi to, da vidimo, kaj ljubezen vse doseže, če jo peljemo do konca. Če se z ljubeznijo pelje stvari do konca, se doseže vse, kar si želimo. In želim, da publika odnese iz pasijona prav to, ne samo, da je bilo nekaj lepega, ampak da se vsakega dotakne malo v tem, ker vsak se lahko vidi v kakšnem liku. In da to vzamejo s seboj in premislijo in da začutijo, da pasijon ni moj, ampak da je od vseh. Uprizoritev bo spremljal tudi niz kulturnih, umetniških in etnoloških prireditev. Organizatorji pripravljajo razstave, delavnice, pa tudi pasijonski koncert in mednarodno znanstveno konferenco. Predstave bodo 21. in 22. marca, 28. in 29. marca ter 6., 11. in 12. aprila. 3 predstave pa so že razprodane. Skupno pričakujejo od 27 do 28 tisoč gledalcev. V času predstav bo v mestu veljala posebna prometna ureditev, organizatorji pa vse obiskovalce naprošajo, naj se predvsem odpravijo dovolj zgodaj v mesto, kjer se bodo lahko pred predstavami tudi okrepčali in si ogledali spominke. Medvoški policisti so obravnavali prometno nesrečo v Medvodah, v kateri je voznica skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padla in se je pri tem tudi poškodovala. Zdravniško pomoč je poiskala sama, policisti pa so ji zaradi prekrška izrekli globo. Do manjše prometne nesreče je prišlo tudi v Zavrhu pod Šmarno goro, v Vikrčah in v Medvodah. Vsem trem pa je skupno, da so policisti po ogledu kraja dogodka izdali obvestilo o odstopu od ogleda. V Medvodah je prišlo do nasilja mlajših oseb, ki so napadli 2 občana, ju poškodovali in sta morala dobiti zdravniško pomoč. Policisti še zbirajo obvestila o dogodku, po koncu preiskave pa bodo o ugotovitvah obvestili tožilstvo v Ljubljani, ki bo sprožilo nadaljnje postopke. Več o delu in informacijah policije pa dobite tudi na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. In že smo pri koncu tokratnih novic med vodami. Upamo, da se srečamo na kateri od čistilnih akcij v soboto, pa seveda v nedeljo nikar ne pozabite oddati svojega glasu za kandidata, za katerega menite, da še najbolj primerno zastopa vaše vrednote. Nasvidenje čez teden dni.